Tole rundo imamo pa opac, oziroma na travank, robotske kosilnice od štila, iMove. Ampak nič ne bo deval verjetno, zato še nima žice okoli napalane okoli parcele in niti ne ve, kje se more voziti oziroma kositi. Gremo žico polagati. Zemljevid se riše, zemljevid. V glavnem, tam je zadnji s kultivatorjem, letna žica podaja v zemljo not, da je v zemlja. Je pa moja opcija tudi ročno, pač kar povrh jo malo fiksirati. Tako da, več opcije. Evo, kruh je sklinen, to se pravi, tam je polina postaja, žica je okoli parcele napalana, zdaj pa mislim, da je še nekaj naredila. Zraven imam tudi mojstra za tele robotke. Živ, Matija. Pozdravljen, Klemen. Ti, jaz imam že ta prvo vprašanje zate. Reči. Tlele vidim, da ste polagali žico stran od roba, nekaj je bila pa čisto za robam. Da mi povej, gre to pa kosilnica tudi čez loh ali ne? V tem primeru, ker stranka še ni naredila asfalta, zaradi varnosti, da robotska kosilnica tu ne pade preko roba, smo šli malo stran. Tukaj bo ostalo nepokošeno, ampak se stranka tudi rekla, da ni problema. To je samo zaradi varnosti naredimo, ker z omejitveno žico jo dejansko omejimo, kam lahko ona gre, ki je njeno domače območje. Ja, pa programsko se da nastaviti, recimo, da pa jaz rekel, pa ti kosilnica tlele čez malo. Ja, to pa je lahko naredimo v aplikaciji My iMove. Tam pa lahko nastavimo tudi, da bo ali že pred žico nehala kositi, torej da ne bo prišla čez do žice, ali pa da bo tudi šla preko žice. Aha, je pa ta opcija. Ja. Da mi še povej, kako pa, če jaz recimo se doma sam podstopom, rekel, jaz ne rabim usluge in to sam položil. Sploh ni problema. Pri kosilnici zraven je treba še dokupiti potem en set za montažo, kjer imamo različne dolžine žic in pa take pritrdilne žeblje, s katerimi se pritrdi žica potem dejansko na površino. Žica se bo potem v roku 1-2 let tudi posedla v zemljo, tako da je ne bomo videli, tako da čez par let lahko potem tudi prezračimo zelenico. Ja, pa jaz to dobim zraven kakšne navodila, koliko mora biti to stran, to... Vsa navodila so pri robotski kosilnici v embalaži, torej v škatli dobimo in navodila in hitri, kratki priročnik. In pa tudi na spletu smo naredili video navodila v slovenščini, tako da tudi vsak, ki želi sam to narediti, lahko. Da se vse vidi. Bom pa limal kakšen link not. Ej, kako pa jaz vem, recimo, če imam kakšne ovire, ne vem, drevesa ali pa karkoli vmes, kako vem, koliko moramo tega straniti, oziroma to treba žico potegniti, kako je ta... Seveda, omejitvena žica še pri nas vedno potrebna, ampak zato so tudi na sami škatli, imamo tako ravnilce, ki nam tudi kaže potem vse razdalje, koliko moramo biti stran. Torej, recimo, ko vemo, da imamo drevo in vzpostavljen koreninski sistem, moramo biti stran 37 cm. In pa potem tudi tako, kot sem že prej omenil, hitri priročnik, kjer imamo potem čisto vsa navodila in pa tudi kako moramo se držati distanc in pa kako more izgledati približno montaža. Oziroma, kdaj sploh vem, da je zame kosilnica primerna, da ni navadna, ampak da je lahko robotska. Da imam recimo kakšne luže, kakšno take težave. Fajn je, da je zelenica že pripravljena, da nimamo zastajanja vode, torej da je odvodnjavanje urejeno, ker ne želimo, da naša robotska kosilnica zaplava, ker to ni priporočljivo. So odporne na dež, na neurja in tako naprej, ampak na plavanje pa še ne znajo. Ko imamo zelenico, je zelo pomembno, da imamo zelenico že pokošeno, preden začnemo postavljati robotsko kosilnico, ker robotska kosilnica ne kosi, ona vzdržuje višino trave, katero smo mi si zaželeli. So pa tudi kosi dobesedno 24/7, a ne? 24/7 jo lahko damo delati, vkolikor imamo veliko površino, drugače pa imajo tako zmogljive motorje in pa rezila, tako da one nikoli ne rabijo delati 24/7. Ja. Da vidim, tle je tak fajn razgiban teren. V kakšnih stopinj gre to v Klanskej? Mi imamo do 55 stopinj, kar pomeni dejansko v procentih 29% naklona nekje lahko obvladuje, ampak to v primeru, da smo jo dali seveda gor set za nadgradnjo, kar pomeni, da ima kolesa z boljšim oprijemom in pa uteži za sprednja kolesa, zaradi tega, da se nam ne zgodi, da je ne bi slučajno obrnil. Dodatna oprema? Dodatna oprema. Kaj pri traktorju, da fis grab? Točno tak, da imamo hramparce, po domače povedano. Da mi povej, recimo, da se že prstmuje. A kosilnica konstantno kosija, se da to kaj umiti, če dež pada, da je pa ti nož kosiva? Ja, kosilnica ima zgoraj tudi senzor za dež. Ona zaznava, vkolikor začne dež padati in smo mi v aplikaciji naredili, da ona more kositi samo v suhem, potem takoj, ko bo začutila dež, se bo ona obrnila in šla proti polnilni postaji in se sparkirala in bo počakala, da dež mine. Kako pa je tole recimo z kvadraturo?
Ne vem, jaz imam recimo 3000 kvadratov doma, kjer kosilnico vzeti, oziroma kakšni pogoji so, da veš, kjer model vzeti. Odvisno od tega, ali imaš klanec ali ga nimaš. Vkolikor imaš klanec, potem ti priporočam model Evo. To so vsi modeli, katere se da tudi nadgraditi potem z večjimi kolesi. In pa za tiste, ko pa imajo bolj ravne, pa imamo tudi osnovni model, beli Basic, ki pa dejansko potem ima do 40 stopinj naklona, kar tudi pomaga potem pri premagovanju manjših ribčkov. Kaj se pa tiče modelov, imamo iMav 5, 6 in pa 7. A to so prav, to so teli, to si vi? Ne, 5, 6 pa 7 so njihova številka. A ja, In mi jih po številki potem ločimo, ali so za manjše površine ali za največje. Mi v tem primeru imamo 7, zaradi tega, ker imamo tukaj več kot 3000 kvadratov in zaradi tega je tale do 5000 kvadratov. to se pravi, dajte najhuj. Ta je ta najhujši, ja. iMav 7 Evo. Ja, AMG Mercedes, A klasični Mercedes, ja, Mercedes pa AMG. točno tako. No, Evo. Tudi v barvah, ne? Ja. Tudi gledam, da le zakopa majster posred Travanka žico vleče. Preden smo prišli sem, si je naredil skico terena in si samemu sebi olajšal delo, saj ve, ki mora vleči vodilne žice, po katerih se bo tudi robotska kosilnica vozila. A je to prav tale parcela? To je tale parcelika, tukaj vse tele modre, katere vidimo, to pomenijo vodilne žice, rumena je omejitvena žica in tukaj potem bomo mi nastavljali točke, kjer bo robotska kosilnica začela z košnjo. To se pravi, več ali manj se po telih začne, Točno tako, pa levo, desno. levo, desno je rečemo, ali želimo, da kosi na obeh straneh ali pa samo na eni strani. Tako da imamo dejansko upravljanje con. Kaj pa recimo, če so manj parcele, je tu treba te vodilne linije, v vsakem primeru. V vsakem primeru je treba vsaj eno vodilno žico. Vsaj eno. Ja. Pri Evo modelih imamo možnost 3 vodilnih žic, pri Basic modelih pa imamo možnost 2 vodilnih žic. A pa se tako fizično žice razlikujejo, kot zdaj drugo žico vleče, ki jo izamejo ali je? Fizično se ne razlikujejo med sabo nič. Edina razlika je, kakšen signal pošilja polnilna postaja skozi žico in tako tudi ona ve, na kateri žici se nahaja. Kaj pa če da res pogledamo kar tiste razlike, no, kaj je razlika med temu pa med drugim modelom? Torej, razlika med Evo in pa Basic modelom se razlikujeta po tem, da ima tale matrični displej že na pokrovu, tale ga nima in pa tale ima tudi vgrajeno SIM kartico, tako da lahko do njega dostopamo odkoderkoli preko aplikacije iMove, do tega pa dostopamo preko Wi-Fi omrežja, Tega pa kjerkoli, sploh ni važen. z morja, s hribov, vse posod. Zmaj ne. Ja, točno tako. Druga razlika, kaj jih imamo pri njih, je, da smo tega že nadgradili z potvoje kramparcami. Aha. Tudi kolesa imajo močnejši profil kot pa klasičen in to mu tudi omogoča potem vožnjo na vzkreber dosti bolj enostavno. Jale vidim, da so 3 nožki gor, koliko je Ja. tukaj delovna širina. Delovna širina je 28 cm, sami nožeki se vrtijo z hitrostjo 100 km/h, tako da imamo popoln gladki rez. Bova zdaj dala to dol za tvoje gledalce. Tako, treba fejs pokazati detajle. Tako tudi enostavno snamemo, ko moramo kaj zamenjati rezila. Tukaj ne potrebujemo dobenega orodja, samo potisnemo naprej, Če dvignemo. simpel, pa vse 3 naenkrat. Kot vidiš tukaj, ona se vrtijo v 360 stopinskem krogu, ni okroglo in to omogoča, da se rezila tudi, če pridemo do kakšne jabolke ali pa slive, katera nam je padla z drevesa, da noža ne poškoduje, ampak ga potisnemo naprej. Aha, da se umakne. Ja. Kako pa je s to zadevo, se to daj lahko zabija ali pa z vzdržvanjem, s pucanjem? Vsaj enkrat na teden je potrebno robotsko kosilnico pogledati od spodaj, da imamo naše kosišče čisto. To lahko potem strgamo z našim strgalom, ki ga dobimo v Care & Clean setu, kjer imamo pa tudi čistilo in pa krpo iz mikrovlaken. In za to krtačo imamo lepo strgalo in potem samo tukaj, veš, potegnemo vse dol, to, kaj se nam je zabasalo. Da se spuca. Robotsko kosilnico lahko vedno primemo lepo spredaj za ročaj in lahko z tekočo vodo, z šlavhom jo speremo, nikoli pa z visokotlačnim čistilcem. Je zatesnjeno, ampak ne za visokotlačnim čistilcem. Kako pa je to, kaj pa z dometom ali pa s tem baterijam, koliko se to zdrži na Travank? Robotska kosilnica bo kosila, dokler se ne vidi, da ima baterijo prazno. Ko vidi, da ima baterijo prazno, se bo odpravila proti polnilni postaji. Vkolikor bo še isti dan imela plan košnje, se bo polnila z hitrim tokom, torej pametno polnjenje ima. Vkolikor pa ve, da ne rabi do tisti dan več nič delati, torej da je prosta in da je lahko počiva, pa se bo lepo počasi polnila, s čimer bo pa se tudi življenjska doba baterije podaljševala. Aha, da je tako to. Spomnim sem se, da so načeloma to novi modeli, 2024, kaj pa je razlika med starem pa med tem? Velika. Preskok same tehnologije in pa
samega izgleda je next level, je Štil vložil zelo dosti časa in pa denarja, da so razvili robotske kosilnice po Štilovem standardu. Torej kvaliteta in pa vzdržljivost. To se pravi, zadeva. Zadeva dela. Ti dajmo povej, kaj pa če imaš kakšen orodje na metanje travank, ali pa ne vem, kakšna žival, otrok. Imamo odpredaj ultrazvočne senzorje, torej ko ona zazna eno oviro, bo upočasnila in potem dejansko se bo dotaknila in ko bo njeno tipalo začutilo upor, se bo obrnila in peljala v drugo smer. Te robotske kosilnice imajo po novem tudi elektronski dvig samega kosišča, torej vkolikor ona zazna, da se je zapeljala na, ne vem, jabolko ali pa neko orodje, se bo celotno kosišče dvignilo gor in se umaknila tej oviri in si bo to tudi zapomnila, saj ima kratkoročni spomin za ovire in bo vedela, aha, sem pa jaz danes ne smem več priti, ker se bom spet zataknil. Aha, da to ve. Čak pa jaz sem te pozabo še vprašal, sem videl tele kartine pa to, kaj so, ali pa kakšne kolesnice, kako pa glede tega rešen? Kolesnic robotska kosilnica jih bo delala minimalno, saj ko se vrača po vodilnem kablu nazaj, bo vedno se vozila v širini 1,20 m in bo vsakič izbrala drugo pot, tako da se ne bo nikoli peljala po isti poti nazaj. Kaj pa po zimi? Po zimi? Da nima kaj diva? Ja, po zimi pa moramo shraniti nekam na toplo. Naši trgovci ponujajo tudi prezimovanje, kjer tudi naredijo letni servis in pa posodobitve na sami robotski kosilnici. Drugače pa lahko tudi stranke imajo doma nosilec, na katerega se robotska kosilnica natakne, kakor tudi polnilna postaja. Vkolikor tega nosilca nimamo, lahko polnilno postajo pustimo zunaj, damo preko njega en koš ali pa eno gajbico, tako da je pokrita in varna pred zmrzaljo. Robotsko kosilnico pa prestavimo čisto enostavno v garažo in jo damo na mirovanje. Čisto enostavno. Čisto enostavno. Kaj ide krave? Je pa še druga opcija, a ne, takole za pokositi ali pa za pomol vse travank. Krave. A pogledava še tole aplikacijo, da bomo videli, kaj se to da kaj izrihtati. Aplikacija na Android napravah trenutno je že v slovenščini, na iPhonih še čakamo na update. Tukaj imamo vse osnovne lastnosti in pa takoj na domačem zaslonu nam kaže, kaj se trenutno dogaja z našo robotsko kosilnico. V našem primeru je trenutno na polnjenju, bova midva sedaj naredila vse sistemske nastavitve, kjer lahko mi nastavljamo višino košnje, katero potem čisto enostavno premikamo. Imamo pri višini košnje 21 možnosti nastavitev. Imamo tudi za senzor za dež, da recimo kosi nam samo po suhem, to bomo dali pri naši stranki, in pa potem tudi nastavljamo vse za začetne točke in pa tudi lahko nastavimo, tako kot sva se prej menila, ali želimo, da najina robotska kosilnica gre preko omejitvene žice ali pa že pred njo neha kositi. Dostop do naprave, ker tudi vedno vklopimo domače območje, tako bo GPS vedel, kje se nahajamo in pa seveda vklopimo alarm, da nam noben ne bo želel ukrasti robotske kosilnice. Če pa bi že poskušal, pa bo začel tuliti. No, vidiš. Ej, da mi še povej, da smo pri tej kosilnici, se da to kaj sprogramirati, da ne vem, na travank ne vidijo in srček ali pa I love you ali pa ne, to nažalost se ne. Mogoče pa nekoč, ne. Ne vemo. To je to, kaj se tiče aplikacije, to je vse že v slovenščini, tako da tudi za uporabnika zelo enostavno. Pa je dokaj enostavno, ja. Pa se koliko sva rekla, verjete ne staviš, pa bolj, kad ne pastiš. Točno tako. I am beginning to learn the starting points. Please wait until I leave the docking station. Začel z vožnjo polnilne postaje. Edinkrat, ko moramo mi na njega pritiskati, je, ko delamo te začetne točke. Takrat pritisnemo na njega play in ko mi stisnemo play, on ve, da do tisti točki mora začeti z košnjo. Tako da tu se bomo zdaj malo z njim sprehodili, bomo nastavili začetne točke, ki bo on začenjal z košnjo. To se pravi, potem žice pele, pa se pa točko nastav, ki bo on začel košnjo. Tu smo mu zdaj dali eno točko. Ajde, zdaj točko za tako. Ja. Pa tukaj sedaj gremo bolj počasi z njim, potem ko bo on kosil, pa dela dosti hitreje. On se dejansko premika z 0,5 metra na sekundo, tako da je. On je pa kar hiter. Je, hiter je. Starting point saved. Še ena točka, da pa tam nekje proti koncu pa še mu bomo dali ta tretjo. The last starting point has been saved. I will continue to measure the total length of the guide wire. Šel do konca tukaj, do omejitvene žice in potem se bo dejansko zapeljal po omejitveni žici slabi meter in se obrnil in šel nazaj po vodilni žici v polnilno postajo. Skoder pa pol ponoviva postopek še za drugi dve
žici. In tako kot vidiš, zdaj se mu zgoraj hišica prikazala, kaj nam da vedeti, da se on zdaj vrača v hišico. Ko si na tleh in ko si sam. Evo, AMG v akciji. Tule imam pa garažo, vidim, da ima povej, tukaj imaš nekaj postavljen ali pa so kakšne take pogoje za polnilno postajo. Prvi pogoj je, da mora biti na ravnem ali po slovensko na Wasserwagi, torej da robotska kosilnica ne more zlesti nazaj ali pa da ni naprej. Najbolj pomembna stvar je, da jo imamo v vagi. Kaj pa recimo vreme, sonce, dež, karkoli. Polnilna postaja je lahko na dežju, je zaščitena pred vsemi elementi, drugače pa njen največji sovražnik je sonce. Smo pa tudi namestili pokrov, streho, to ščiti in robotsko kosilnico in pa polnilno postajo pred soncem. Z Matijo smo vam pokazali tele štilove robotske kosilnice iMove. Če v kakšnega kaj več zanima, se obrnite kar na Unicommerce. Drugač pa še kar valako da Bobnar 7 z zastonj štilovo kapco ob nakupu kjerkoli štilove naprave. To je pa to zaenkrat. Živ! Ti tole se meni prav dopade. En to kar dam odnesel vsej. Sem mene uporaj to. Pojdz z menoj. Bej, to veš red lepo studi. Da veš nas marjal. Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal. Drugač pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gore, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!